Spoštovane kmetice in kmetje, spoštovani zadružniki, spoštovani predstavniki strokovnih organizacij, spoštovani predstavniki politike, tako na državni ravni, kot tudi na lokalni ravni, en lep pozdrav vsem skupaj, tako v mojem osebnem imenu, kot tudi v imenu celotnega zadružnega poslovnega sistema. To pomeni 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki pokrivamo ozemlje cele Slovenije, Deželna banka, Kapitalska zadruga, Semenarna Ljubljana, Kmečki glas. Nekako smo vpeti v to kmetijstvo in podeželje, imamo tradicijo, zadružništvo skoraj 150 let in tudi ostale inštitucije, Semenarna preko 110 let, Kmečki glas 75 let, torej nismo od včeraj. Damo na tradicijo, damo na zgodovino, kdor se svojih korenin ne zaveda, tudi nima prihodnosti. Seveda, ko smo tukaj zbrani vsi, ki smo kakorkoli odgovorni za to kmetijstvo in podeželje, se vprašamo, zakaj pa se na takih dogodkih srečujemo. Kaj so ti naši cilji? Vsako leto nekako na tem sejmu, na teh mnogih posvetih pogledamo nazaj, pogledamo, kaj smo postorili in seveda gledamo tudi naprej, kakšni so naši cilji v prihodnosti. Na kratko povedano, želimo obdelano podeželje, želimo poseljeno podeželje, želimo lepo Slovenijo. Slovenski kmetje smo tisti, ki veliko večino tega slovenskega prostora obdelujemo in ko se turisti peljejo čez to našo lepo Slovenijo in gledajo, največja zasluga, lahko rečemo, da je Slovenija tako urejena, je ravno v 10 000 slovenskih kmetov, ki kljub temu, da v mnogih panogah ni ekonomske računice, vztraja na teh kmetijah, tako v ravninskih predelih, na kraških predelih, kot tudi v hribih. Marsikje seveda računice ni in ta 2% slovenskih kmetov nekako smo odgovorni, da smo za prehrano skrbimo celotno slovensko populacijo. Vendar pa to je lepo videti in gledati, vendar pa mora to kmetovanje počasi priti tudi na neko ekonomsko podlago. Pričakovati, da bodo tudi naslednje generacije obdelovale to zemljo, če tudi se zadeva ekonomsko ne izide, tega več ne bo. Te generacije, ki smo zdaj ali pa so v preteklosti nekako obdelovale to slovensko zemljo, marsikdaj tudi, ko ni bilo računice, so vztrajali. In velika večina so pol kmetije, torej nekdo hodi še nekam drugam v službo in denar vlaga v kmetijo. Mlajše generacije, naši nasledniki se preračunajo. Če neka dejavnost ne bo dala ekonomske računice, bodo odšli v druge dejavnosti. Tudi naši otroci so danes v glavnem vsi izšolani, ne samo kmetijskih profilov, tudi drugih profilov in tisti, ki je zrastel na kmetiji, verjemte mi, zna delati tudi na drugih področjih. In marsikje vidim, da ko se srečujem s kolegi, pravijo, imam 3 otroke, vsi imajo službe, nihče ne bo doma, pa ne ravno majhna kmetija. Tu je pa odgovornost vseh nas, tako nevladnih organizacij, kot tudi politike, da bomo oblikovali neko okolje, ki bo mlade zadržalo na kmetijah. Letošnji sejem je ravno v glavnem posvečeno mladih, tudi to, da predsednik mladih otvarja danes ta sejem, je lepa simbolika in se veselimo tega in tega, kaj bo tukaj danes tudi povedal. Tudi Zadružna zveza z mladimi aktivno sodelujemo in seveda ta generacijski premik je pomemben, potrebno ga bo napraviti. In zdaj, ker smo ravno pred novo finančno perspektivo, letos se glavne stvari odločajo. 2020 je praktično jutri tukaj. Seveda tu smo pomembni tako nevladne organizacije, kmetje in pa tudi politika. Politika je tista, ki na najvišji ravni nekako odloča, kaj bomo v Bruslju dobili. In najprej domača. Zdaj se ne moramo več sklicevati, kaj bo rekel Bruselj, ampak moramo sami v slovenski družbi dati slovenskemu kmetu primerno mesto. To je prvo tisto in če bomo tu dali ta pravo mesto, bomo tudi v Bruslju lahko izpogajali tisto, kar si želimo. Tako da prej je bilo že omenjeno dvakrat tudi malo kulture, letos je 100 let, kar je umrl naš največji slovenski pisatelj Ivan Cankar. In zaključil bi tako kot slovenski narod ne bo obstal brez slovenske kulture, tako da bo obstal slovenski narod, ta država brez slovenskega kmeta. Hvala lepa.